Dober večer, lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Erika Emanuela Schmidta Jeruzalemski izziv s podnaslovom Odidi tja dol, kjer se je vse začelo. Erik Emanuel Schmidt je eden najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev. Pri družini smo leta 2018 izdali knjigo Ognjena noč, v kateri je opisal svojo mistično izkušnjo v Saharski puščavi. Bog se je dotaknil njegovega srca in začutil je, da ga je nekdo povlekel iz prepada ter mu podaril življenje. Morda je bilo tudi to pričevanje povod, da je iz Vatikana dobil nenavadno vabilo, da odide v sveto deželo, obišče kraje, se sreča z romarji in domačini, preživi nekaj časa sam v Jeruzalemu in morda na podlagi romarskega ali popotniškega dnevnika spiše knjigo. In to mu je tudi uspelo, kar je razlog za to je knjiga, ki jo imamo danes tukaj pred sabo. Se pravi, ta knjiga je sad tega njegovega romanja in ob tej knjigi bo tekal naš nocojšnji pogovor. Z mano sta pater Peter Laurih in diplomat Milko Dolinšek. Lepo pozdravljena. Frančiškan pater Peter Laurih je vodja komisarjata za sveto deželo. Prvič ste bili v Jeruzalemu, če se ne motim, leta 1980, od leta 1988 pa romarje vodite po Kristusovih poteh kot vodja komisarjata, v okviru katerega doslej se je na pot podala že, če sem prav dobila podatek, več kot 12.000 Slovencev. Pater, kdaj ste bili nazadnje tam letos? Oziroma, ali načrtujete obisk kmalu? Letos sem bil za 3 kralje. Letos. V času hude vojne, ki mediji trpajo od same neumnosti, so bili tam in jaz grem kot jadoli, zato da smo praznovali v Betlehemu. Praznovali 3 kralje, najprej prihodi patriarha in Sveteči, potem dejansko še vigilijo pravoslavnega božiča in potem v nedeljo smo bili pa na Jordanovu in smo lepo praznovali še Jezusov krst. Tako da je to vse lepo mirno, dežela je mirna. Zato grem zdaj spet 11. spet gre. Kako ste pa potovali te avioni vozijo? Avion, ljudje vozijo edini. Ljudje vozijo, polni avione, gor in dol in tako se teče. Mislite, da je varno? Tako varna dežela, ki je Izrael ni nobeno na svetu. Mi imamo geografski problem. Gaza je tam, Izrael je tu. Vmes je sicer bolj kratka razdalja, zračna, če gledamo, ampak država teče. In je lepo. Včeraj, na primer, procesija čez Oljsko goro, množica z palmovimi vejami proslavlja Kristusa, ki prihaja v Jeruzalem, polno kristjanov, zlasti Azija udeležena, Evropa, smo eni zajci, ki samo gledamo Gazo, bombe po se teči, Azija pa reče, čau, gremo in smo v Jeruzalemu. To je razlika. No, da bomo sprali pogovoriti z vami. Gospod Milko Dolinšek je svojo diplomatsko pot začel še v Jugoslaviji. Služboval je v Jordaniji, na Tajskem, v Združenih državah, na Poljskem, v Združenem kraljestvu in tudi v Palestini. Mi smo vas poznali kot ne samo kot diplomata, ampak tudi fotografa. In smo v tej galeriji imeli lansko leto razstavo slik iz svete dežele. 6 smo jih za ponazoritev zbrali danes tukaj in jih obesili. Tako da, če nam bo zmanjkalo besed, bodo govorile slike. To pater še niste videli, ne? Ne, kar se čudim. Ja, se čudim. Sem videl, da imate podatek, pri vas sem gledal na Wikipediji, da je ena oljka, zraven Betlehema, ena oljka stara, koliko 4000 let? Pravijo. Njeno skrbnik tako trdi, ampak tudi se na Wikipediji se pojavlja številka 4200 in da so narejene pravznanstvene analize. Gre pa za oljko blizu Betlehema v vasi Valači. Zato je tudi se imenuje oljka Valači ali tudi Badavi. Badavi je bil iz Egipta nek mistik
je pod to oljko tudi meditiral. Prvič sem to zdaj slišal, ko sem tam. To je čudno. Oljka ima svojega oskrbnika in ta skrbi za njo dan in noč, tako rekoč. Mora biti nujno tje povedati. Ja, to je edina v celoti iz Kamna vas, tako po hribovju raztresena. Ni posebno težko najti tja, ampak boste morali tam izbeti kakih 10 kilometrov. Bomo že, vse je polno taksistov ali pa patrov me bodo pedali. Ni težav. Mislim, da v tej oljki piše tudi naš avtor knjige, vsaj o nekaterih teh oljkah. V Getsemani. Getsemanske oljke. Ja, se pa malo sprašuje, ne? Malce, hudomušno se sprašuje. Tako kot v vseh teh rečeh, vse mogoče bo to moje vprašanje malo pozneje, ali pa če gremo tako spontano, se najbrž pa tudi strinjate, tako kot piše avtor, da ni toliko važno, a je res tisti kamen bil točno tam, ali malo dlje važna je zgodba, spomin. Mene je ta avtor tako presenetil, ker nisem še bral drugih knjig. Tako me je presenetil, da sem se vmes na glas smejal, vmes sem mu pritrjeval in beseda hudomušen je pa zelo primerna. Ni hudoben, je prijazen, je dobrotljiv, je dobrohoten, vmes pa kakšne stvari malo postavil pod vprašaj, je tudi kritičen do določenih krajev, do določenih pa silno predan. Najbolj me je pa razveselilo tole, kar sem najprej prebral, Janez Potopitelj. Ta me je pa ruko napred. Janez Potopitelj je Janez Krstnik, seveda. In ta Potopitelj, jaz sem rekel, da bi lahko, verjetno je to naredil prevajalec, po mojem. Prevajalec je Potopitelj, bi lahko bil utopitelj, ampak ni utapljal, je samo potapljal. Skratka, izvirna beseda. No, naj ob tem, hvala za istočnico, povem, da je knjiga išla v prevodu Jaroslava Skrušnja in je res izvrsten prevod. Mislim, že z tega vidika je treba knjigo vzeti v roke. Sigurno. Zdaj, ko smo govorili o teh njegovih dvomih, recimo zanimiv je tudi ta, vedno znova se spotikam v te cerkve, ki so postavljene. In si želi, da bi obiskal pač te svete kraje, preden so vse to zgradili, da bi bilo bolj avtentično. In sem jaz se spomnila, mi smo z družine romali s patrom, glih na cvetno nedeljo, 25 let nazaj, v svetu deželo, in takrat smo mi tudi imeli maršo ob jezeru, tam je bila Petrova skala. Ravno tako zunaj, kot on to opisuje, Maša zunaj v vrtu med ptičjim petjem. Tudi Petrovo ribo je jedel, ne? Ampak kakor vidim je za zajtrk jedel, ali sem narobe prebral, da so mu postregli, verjetno je najbolj bilo že dopoldne. Je pa tudi tako noči, še se dotaknem avtorja, lahko bi bil slovenski roman, ne? Vedno malo siten, malo tako je kaj narobe, ampak na koncu je vse dobro. Ja. Zdaj, če bi si mislil to. Jaz sem prinesel s seboj še eno knjigo, in sicer Vodnik, Brijanov Vodnik po sveti deželi in Šmitov, ki sem ga dvakrat prebral. Zakaj? Tole je dokument dežele. Tole je pa odmev v romanju iste dežele. Je tako? In zdaj, pravim, tako odmev bi lahko dal vsak romar. To pisatelj drugače. Ampak romar svoje vtise bi jih lahko tudi napisal ali pa povedal. Zdaj vzemimo mi en izsek, vzemimo 100 romarjev in jim rečemo, povejte, kaj se vas je dotaknilo v tej deželi. To ono 3. 4. vse kraje celega tedna. 100 romarjev bi napisalo vsak drugačen odziv na sveto deželo. 2 ne bi bila enaka drugemu. In če bi se pa pogovarjali, tako kot se zdaj pogovarjamo, bi pa rekli, dajte povedati vi to, kar ste doživeli. Če bi se to zgodilo, bi se romarji med seboj zgrisli, ker tvoj odmev svete dežele
tvoj odmev, pa moj odmev, nista nič enaka. Lahko so podobna. Pomeni, da so ti odzivi tako osebni, da tudi človek ne more razumeti. Jaz sam, ko skupino lahko spremljam, vidim, da skupina čisto vsakikrat drugače reagira. Pa pri isti skali, ali pa pri isti cerkvi. Pomeni, da je tukaj na delu, jaz se nič ne domišljam, tu je na delu Duh Gospodov, ko se je ob utelešeni besedi oglasil. Ravno tako, kot je Peter Skakalec rekel Jamniku, da je vzgonski duh, vzgon pomaga zelo dobro. In tu je tudi vzgonski duh Svetega Duha. No, mislim, da je tukaj, naj povem, da je spremno besedo v tej knjigi napisal papež Frančišek. Ja. In mislim, da je to, kar ste vi zdaj povedali, tudi on za svojimi besedami zelo podobno povedal, ko je zapisal, človek je kristjan zato, ker stopi v stik s skrivnostjo, se je nenehno posveča in se vdihuje pri njej in ker ga ta stik spremeni. Zdaj, vsak nosimo sabo svojo predlago in vsakega drugače spremeni, zato so verjetno ti vtisi tudi zelo različni. Čudovito, vsakemu čast. Seveda, ampak zdaj, za prvo romanje, da tako knjigo napiše, to moraš biti že dober strokovnjak, da to napišeš. Najprej je s seboj nesel že Sveto deželo, vse je tudi prebral nekaj. Ja, veliko je bral. Tam se je z njo srečal in vse to, ta odmev, je bil. Tako, se je tudi šel s tem namenom. Ja. No, Tako, potem malo naprej povedali, kaj se nam zgodilo. Ja. Gospod Dolinšek, vi ste takrat ob razstavi rekli, da v fotografskem pogledu naredi Palestina na vsakega fotografa zelo močan vtis. Ali bodi si, da gre za pokrajino ljudi ali sakralne objekte vseh treh univerzalnih religij, se pravi judovstva, krščanstva in islama. Ja, je tako in seveda, ko fotografirate po Palestini med orkami ali pa na Tempelskem griču ali v starem mestu Jeruzalema, fotografirate pravzaprav tudi v dobršni meri zgodovino. Nekako zgodovina tudi živi, seveda skozi svojo zapuščino v materialni, ampak tudi v vizualni obliki. In to je bil moj namen. Nisem gojil nekih posebnih artističnih, visokih misli, ampak bolj kot dokument kraja časa. Zato so pač fotografije takšne, kot so. Odraz, kot je pač tudi vsaka fotografija, odraz realnosti. Avtor se na začetku knjige večkrat vpraša, čemu oditi na pot, čemu obiskati Betlehemsko votlino, Nazareške griče, puščavo v Judeji, obale Tiberijskega jezera, križov pot vse do Kalvarije. Moja vera se ne bo spremenila, ko bom vstopil na sveta tla. Se tisto, kar v sebi nosijo evangeliji, ne mara skriva v Izraelu, v Palestini, v Jordaniji, duh se vendar ne hrani s kamni, stezami, z zgradbami. Boljši vernik lahko postanem kjerkoli na svetu. Kako bi vi to komentirali? Jaz bi rekel najprej, da je zelo iznajdljiv v izrazu. Tudi meni so rekli Romani, sinomu mi Marijo na brezjah, tukaj, kaj bom kaj hodil v Sveto deželo, da ne vprašam mojega brata, kaj itak kamar ne gre, zato še dvome so rekli, da so najbrž v bolnice zamenali, naj vas vam drugim, namreč, če skozi laufam, on bom kul. In gre za to, da je on tule našel eno špranjo, ki ga je potegnila, če gledaš na začetek, kako se on kot kristjan se itak deklarira. Pove pa, da je postal kristjan še v Svete dežele, čeprav je krščan, tako se izrazi. In on pravi na začetku, da je bil on, kakor tista ribica, ko noter v akvariju gleda, so šli k maši, recimo, pa so bili tihi, so bili samo usta odpirali tihi, ker niso znali peti. Tako je družina predstavi. In potem Afrika mu je pa dala že duhovni pečat. Tam je družina, Tako. In potem to kar raste, kar gradi naprej. Ja, to v enem mesecu, ne? Ja. Potem je zanimivo,
tisto, ko pride na začetku, ko pridejo v Nazaret in se spet sprašuje, zakaj Nazaret, zakaj se vse začenja v tem od Boga pozabljenem kraju. Le kaj dobrega lahko pride iz Nazareta, se sprašuje, doživi ga kot zmedeno provincialno mesto, sta se ga tudi vidva tako doživela, oziroma kakšen je vajen prvi spomin, mogoče, ali pa tisti, ki vam je ostal na Nazaret. Ker tam dejansko je en cirkus, ne? Meni kot lajk, sem na to pogovorjenost, ampak on govori o preglomasni cerkvi, cerkev Marijinega oznamenja. Se mu zdi preglomazna notranjost, kaj vem, je bila pretemna, presvetla, mozaiki, tako da je pravzaprav on hotel, se pravi, boljše bi bilo brez cerkve, se pravi o originalnem, se pravi, če je že kakva skala bila ali karkoli, kar je pač, se pravi, kondicija sine qua non, kar se tiče teh svetih krajev, bi bilo boljše, da ostane res tako, kot je bilo v času Marije. Tako Nazaret. Čeprav sem bil tam v najvišji cerkev, se pravi, osebno čisto dopade je lepa in impozantna in mislim, da si Marija to zasluži. Ampak zdaj, ko tudi ljudje, kakšen odziv je pri ljudeh, kakšen vpraša, kdaj bodo pa to cerkev zbelili, ker je šel vse v srovem betonu, kdaj bodo pa zbelili. Ampak meni je ta primerjava evangelista Luke, ki to predstavi, tako v podrobnosti, in on pravi, kako je nemogoče to skrivnost učlovečenja, da jo Luka tako razprostre. Angela ima tam besede, dvogovor z Marijo in vse to naprej. Danes sem bral v meditaciji ohridski prolog pri pravoslavnih, ker oni imajo tudi na današnji dan, imajo tudi, oni povedo točno, oni še bolj natančno. Ko je bila Marija 15 let stara, so odločili, zdaj je pa treba se močiti. Je rekla, ne, jaz bom devica, jaz ne bom se več močila. Pa so pa rekli, ja, zdaj moramo pa mi dobiti enega varuha. To je pravoslavna verzija. Enega varuha, da bo ta varuh merkov za to devico, vse sorte so nevarnosti za njo. Dajmo mi, so izbrali 12 nekih mož. Vsak je dal eno leseno poganjek in so skrbdali in so prosili Boga, naj pokaže, kdo bi bil pravi varuh Marije. Pravoslavni so rekli, Jožefova tista palica je vzcvetela. Torej, Jožef bo varuh. In pravoslavni trdijo, da je Jožef imel takrat že 2 hčeri. In zato je najbolj primeren, ki ima že izkušnjo v svoje, da bo še Marijo varuh. Vidite, to je pa pravoslavna verzija. Vidite, tako da ob Luki, pa on pravi, najbolj je zadev to skrivnostni dogodek učlovečenja Boga, Janez v prologu. In beseda je človek postala in med nami prebivala. To je največ, kar lahko o tej skrivnosti rečeš. Če imaš pa zdaj še, če bereš pa svetega Bernarda, ki je pa odličen predigar, on pa celo, kakor da bi tam za enim stebrom stavil, za eno račkalo, pa priganja Marijo, da je hitro, stvarstvo te čaka, on te čaka, vsi, da je hitro reče ja, angelu, ja. A vidiš, že samo na tej temi se lahko razprostre cela paleta teh možnih variant. Ste omenili pravoslavne. Zanimivo to tudi on izpostavil v knjigi, je to, da v Jeruzalemu vse 3 vere najdejo svoj dom, svoje temelje. Kljub temu, da se krivamo med sabo, to je paradoks tega mesta. Abrahamske vere, vse 3 v Jeruzalemu se pravzaprav, kot pravi, vse začelo. Pater Peter, a vi vedno začnete romanje po istem vrstnem redu, je to pomembno, kako se kraji obiskujejo? Odvisno,
kdaj pa kje začnemo, je od več elementov. Prvič, če dobimo v tem vrstnem redu, ki imamo postavljeno, če dobimo potrditev rezervacij za maše, ker osrednji dogodek dneva je gotovo maša na to temo kraja. Druga stvar, če dobimo tudi prenočišče ravno tam, kjer bi radi, recimo ali Betlehem, ali je Jeruzalem, ali je tudi Nazaret, to pravimo tega odvisno. Drugače pa globalno gledamo, da smo po logiki začnemo s Betlehemom, potem gremo v Galilejo, tu se tudi sprašuje, on bi lahko bil tudi v Galileju, zakaj pa ne? Kdo je kriv? Zmeraj rečemo, sicer v hecu, on ne reče, da je zaradi statistike. Statistika je kriva. Zato je pa in ga nekdal dol. Tako da je to, ampak v bistvu gre za vrste red, ni čist precizen zaradi teh razlogov, ki smo jih povedali. Drugače pa, jasno, ta glavne stvari so praznovane, ker praznujemo vsega. No, on tudi zapiše, potem po obisku Tiberijskega jezera Kafarnauma se razveseli, končno se pa res razveseli gore Blagoro, kjer zapiše, da odkrije nekoliko spregledan vidik krščanstva. To pa je ljubezen do narave, kreponjenje po njeni lepoti, lahko to po sreči. In dobi takoj asociacijo, se spomni Frančiška Asiškega. In zapiše, celo zatrdi, krščanstvo mi tukaj kaže svoj nasmejani vzhodnjaški obraz. Ne tistega, vse je prepovedano. Ja, ker je najbrž tudi povezal Frančiška kot romarjev v sveti deželi, tam 1218-19. To je verjetno, ta povezava mu je zelo ustrezala. Ko je s križarsko pomočjo, s pomočjo križnikov, križarjev, da je poromal lahko na tak kraj. Frančišek. Ja, in od tega posledično je pa tudi videl, Betlehemska votlina je bila takrat še drugačna, kot je danes. Ker zdaj se večkrat obregne na pravoslavne, ko so jih tam nekaj mučili, so mogli čakati pa tako naprej, da je opazil, odkril, da je Frančišek, zato je naredil potem v Greču, je naredil jaslice, da je to skrivnost, ki jo začutil tam v Betlehemu, tudi prinesel v svoje deželo v Greču. Ja, se to prav posveti en del knjige Betlehem o baziliki Jezusovega rojstva, izpostavi zelo lepo ta vrata, ki so zelo majhna in zahtevajo od tebe to ponižnost, da se skloniš. Potem pa se sooči s tem, kar se najbrž skoraj večina romarjev, z temi menihi, ki tam skrbijo za red, kakor ga pač skrbijo, preganjajo in ne dovolijo tega nekega izkustva in miru. Kako pa vi to doživljate? Zato je pa zelo nujno ali pa potrebno, da se nastanimo v Betlehemu, kjer imamo dve romarski hiši, frančiškani, da se mi tam nastanimo, ker trend romarjev je, pridrvijo v Betlehem, z avtobusom parkirajo spodaj in potem vsi naenkrat v votlino in tako se morajo vsi slikati, brez mobiče ne gre, včasih so imeli romarji rožni venc, zdaj pa rožni venc ni več, samo še za prodajo, drugače pa mobič. Vsak se mora slikati na tem kraju. Če si pa ti v tej hiši zdraven, pod isto streho, kot je cerkev, potem pa greš lahko že zjutraj ob 5 noter, je čist prazno. Potem si lahko še, če imaš kakor tu prijateljstva z mežnarji, te dobiš termin za mašo v votlini, te nobeden ne moti, ker so 3 termini možni. Seveda čez dan pa teh terminov ni. Zato potem lahko padeš na to tako gužvo in si pač prepuščen na milost in nemilost. Ker pravoslavni morajo pa tudi gledati, da se, ker potem imaš armensko mašo zjutraj, potem imaš grško mašo zjutraj, potem imaš našo mašo in takrat je nemogoče noter. Za tiste, ki so turisti ali pa romarji. Tu smo. Kar se tiče Betlehema in te bazilike, sem večkrat bral v časopisih, da se menihi s metlami pretepajo, kdo bo kaj pometil. In si tudi znotraj nekako niso natančno določene meje. In so pravi, je res nespoj. Kot v baziliki Božjega groba se to dogaja. Iz te novice, iz te zgodbe, so naredili dejansko
osnova je dejansko, da se je nekaj zalomilo. Ampak z tega so naredili take zgodbe, da bi bilo lahko eno knjigo napisal o tem. Zakaj gre? Določeno je, da je Božji grob, po zvečer, ko se zapre, ostanejo menihi vsi noter. Čez dan je določeno, kdaj ima kdo v Božjem grobu mašo, kdaj je na Kalvariji, kdaj je in se lepo menjavo Armenci, Grki in mi. Je pa po noči, ko gredo kadit. Grki gredo vse oltarje pokaditi. Mi gremo, se pravi, govorimo o katoličanih, mi gremo vse oltarje pokaditi. Armenci ravno tako. In potem se je zgodilo, osnova za ta incident je pa bil. Moj je rekel Grk, je rekel eno našmo, vrata odpri, bolj. Je rekel, ja, nimam jaz za vrata odpirati, kar odpri jih, ne. On je bil pa tako vroče, ker vidimo je pa šamar, klesno, ne. Ker ni vrat odprl. Od je on nazaj, svete strah, on je pa prisotna zmeraj policija, ki mora skrbeti za javni red in mir. In iz tistega so naredili, lahko je bil mečkan bolj take vroče krvne krvi, pa glih tisti dan z levo nogo vstal, skratka, brezpotrebna. Drug pozitiven vidik tega pa je, glede za tri kralje, za Epifanijo, za Božič, se vedno drugega obiskujemo. Pravoslavnih nam pridejo, zdaj govorimo o patrih, ne. K Armencem, gremo še k Koptom, gremo še Etiopcem. Vsi vse obiskujejo in se objemamo, jemo slaščice in seveda z rakijico tudi nazdravimo, kar je tudi potrebno. Tako da v osnovi ni nobenih sporov, ker je Turek, ki je bil gospodar tam 400 let, vse natančno določil, liturgijo, mesto, kaj kdo gre, tako da takle incidenti so pravzaprav bolj za humoristično naravo. Tako. Ampak v baziliki Božjega groba so si, se pravi, zdaj to razparcelizirano. Kaj komu pripada? Etiopci so dobili streho, ne? Etiopci so dobili streho. So jo izvolili. Tako je, pravilno. In potem so pa dobili Grki, so se pa kar precejšnji delež odmirili, so pa naredili, recimo presbiterij, so se ga kar ogradili in imajo samo oni. Skratka. Skratka, to je dežela, kjer je veliko paradoksov in kjer se tudi pač v življenju vsakdanjem pa pokaže, da lahko vendarle vsi sobivamo. On tudi piše o enih sestrah Emanuelkah, mislim, da ki so primer tega, kako lahko ohranjajo mir v tej vročekrvni deželi. In zraven tega le, če tako gledaš, imaš noter ohranjene tudi najbolj, bi rekli, stare obrede, liturgije, ki so edino v Jeruzalemu, Betlehemu ohranjeni skozi te različne skupnosti krščanske. Tako da, če koptska maša za veliko noč, ko imajo na svojem koledarju veliko noč, je dolga samo 8 ur. Kar tako lepo prijazno, ne? Pri nas, če je več kot 45 minut, se že vsi čudi, zakaj tako pator vleče, tam je po 8 ur pa vse lepo blafa. Pa, več malo. Ja. Ni pa vsak. Ni pa vsak od velika noč. Zdaj pa, če se mogoče še dotaknemo ene od teh bolečih stvari tam, to je pa ta zid, ki ločuje Izrael od Palestine. Ja, separatni zid. Ki pravi, da ta zid zapira vidno in mišljenjsko v obe smeri. Kako ga vidva doživljata? Jaz ga bolj praktično. Ja. Se pravi, kako to vpliva na življenje vsakdanje Palestincev. Palestinci na Zahodnem bregu imajo pašnike, polja, ki jih ta zid enostavno preči. Da pridete vi lahko pokusiti, ampak nabrati sadje, oljke, maline, vse. Morate dobiti dovoljenje okupacijskih sil, se pravi Izraelcev. Na to boste čakali, ko bo letine že konec. To je čisto ena od res hudih posledic tega. Potem je tudi zakon, če vi ne obdelujete zemlje,
Se pravi, trava raste, plevel raste, vam bodo okupacijske stvari, ko se ne obdeluješ, ne, to bo zdaj postala državna zemlja. In je res to državno zemljo, ta privatna zemlja, ne, kmečka, postane čez nekaj časa bolj ali manj državna izraelska, na okupiranem palestinskem ozemlju. To je ta zid, ne, zdaj seveda, najhujši so tudi pa zidovi znotraj glav, ne, in to je seveda, ta pomeni, ta zid je na nek način simbol apartheida, ne, to, kar je bilo v Južni Afriki, da se dve, se pravi, etnični skupini fizično, se pravi, ločita pod izgovorom, da gre pač za čisto varnostni mehanizem in ničesar drugega po njih ne. Tako je. Recimo to je povedala tudi sestra od Zadravca, rekega. Sestra Milena, ki je doli bila v Jeruzalemu, je bila v Libanonu, zdaj je spet v Libanonu, zdaj je spet v Jordaniji, ki je bila po Jeruzalemu, je pravda. Oni imajo vrtec sestre, tam zdravo Notre Dame spodaj, sestre, pravi, kako naj se uživim v muko mame, ki pripelje svoje otroke, recimo iz Ramale, ali pa nekje iz drugega konca, pravi, ona ima čez vse kontrole, zjutraj pripelje otroka. Ga pelje nazaj spet se kontrole, ker ona je verdehtih, ona je nevarna za te sile. Pravi, in to tako, da je rekel, ni čudnega, da jim kdaj znorijo. Familije so ločene, mora iti sin k očetu na rojstni dan, ali pa na kako rojstvo, ali pa na kak praznik. Tako da so na delih se enostavno upijejo en drugemu. Zračni telefon. Čeprav je pozitivna ena taka rešitev je, recimo zdaj, ne, ko pride božični čas. Božični čas traja praktično 2 meseca, od decembra pa tam do konca januarja, glede na posamezne skupnosti. Imajo pa, recimo zdaj govorimo o Betlehemu, oni imajo izkazance, da lahko gredo vsak dan v Jeruzalem, kar so obredi. Druga stvar, kar je delovne sile. Iz Betlehema ljudje so na začetku mislili, da bodo z Azijo si pomagali z delovno silo. Predrago pride. Oni ga morajo preživeti, mu morajo dati stanovanje, ločeno življenje, skratka se kar nabirajo ti potrebni izdatki, tam ga ima pa vsak dan na dosegu roke. Tako da po tej plati je pa problem. Če se zdaj vrnemo nazaj k knjigi, če izsledimo tako, naš pisatelj pride z romarji prvič pred Jeruzalemska vrata, potem se on od koncu knjige vrne in je tam še, mislim, da 2 tedna. Pa zapiše, prvi stojim pred Jeruzalemom in ne vem, ali naj ga ljubim ali sovražim. Vsekakor se me močno dotika. Slišim hrup in nemiru. Da tudi vidva sta ga tako doživljala, kako hrupno, polno, obenem pa polno, pravi je dežela. Džumbus po domač. Tako je. Vse to je značilno tudi za Orient. Kaj ste v Damasku, ali ste v Bagdadu ali v Kairu, to je res orientalski džumbus. Ampak seveda ni toliko, vsaj meni se dozeva, res tam je cela paleta nož, oblek in vsega, od verskih do civilnih, od palestincev do radikalnih, ultraortodoksnih židov, to se meša z kleriki, z vsemi. To je res zelo barvita scena, da bi tako rekel. Prav se posmehne recimo temu, Jeruzalem pomeni utrdba miru, in druga stran je pa utrdba nemiru. Zato se s tem poigravate, s tem vtisom. V Jeruzalemu je bilo redko kdaj mirno, da bi bilo mir, ker tu so se menjavali, 1000 let je bil v rokah Judov, 400 let kristjanov in 1400 let muslimanov. In vsak seveda je zapustil svoje.
na koncu seveda Otomani pravzaprav ne več. Judi, ki so bili prvi, seveda so pod zemljo, ki so zbili, ko so prihajali, druga ljudstva so gradila nad njim in potem zopet in tam, tako da je pač stvar zgodovinsko slojevita, po slojih. No, kljub vsem tem grupom, vsem cirkusom, vsem, kar se okrog njega dogaja, potem grejo na Olsko goro, Gecemanski vrt, judovsko pokopališče, ki ga zelo pretrese. Potem se pa zgodi ta obisk v cerkvi Božjega groba, kjer se spet zvije neskončna kolona, tako kot prejšnji, romajo, menihi znova priganjajo in odmerjajo le nekaj trenutkov za postanek ob vznožju oltarja. In se on tako že tisto sprašuje, zakaj me je tega treba, zakaj sploh hodi tam, zakaj sodeluje v tej neki folklori. Potem se pa v nekem trenutku zgodi, ko najmanj pričakuje to mistično doživetje, ker mu ga najprej on hoče pripisati temu sindromu jeruzalemskih romarjev. Ste bili mogoče videli kakšnega, ki se je zgodilo? To pa imam, prav zdaj, da sem ga videl enega, to je en John iz Kalifornije, ki mu rečemo, on je tak, ima daljše lase, je oblečen v eno, kaj sprem, pregrenjalo, kaj sprem, tako eno obliko ima. V bistvu brez oblike, kako podobno Jezus. In ta mož mu je, kaj rečem, ki se poznava zelo, mu rečem, je jeruzalemski Jezus, ki je zmerno živi v Božjem grobu in tako je tudi srečal. In najprej je mislil, da je eden, ki trpi za posledicami jeruzalemskega sindroma. S tem sindromom jeruzalemskim se ukvarja Hadasa v Ainkaremu, ta bolnica. To so zlasti ljudje, ki so silno čustveni. Jih zadene to dobesedno sindrom, ki kakor da bi ga nekaj zelo obsedlo v njih, morda že vzeli. Ampak je drugačen. In na prvi je mislil, da je ta Johnny iz Kalifornije, da je tudi tak. Prav pa se pa z njim pogovarjam, pa vidim, da je on je bil bogat človek. Pustil vse, šel v Jeruzalem in živi tam noter. Moli, Božjem grobu hodi, ne mara denarja. Prvi vtis je bil, on fehta. Ne, je rekel. On pa dopusti, da ga ti počastiš, da mu jesti pripraviš in potem, če je možno, tudi kje, da kakšno prenočišče dobi. Je pa popolnoma, bi rekel, nevsiljiv. Jaz ga zmeraj se srečava in se objemova, kot je ta Johnny, je dečko zaprav. In to je zdaj hotel povedati v povezavi z tem sindromom jeruzalemskim, kar on ni. No in tudi pisatelju se ne zgodi sindrom, ampak dejansko doživi to mistično izkušnjo, ki ga zelo pretrese na nek način. Rabi potem kar nekaj časa, da to podoživi, pa pravi na pravo mesto. In tisto jutro, potem, ko je to šlo, ko se zjutraj zbudi, je rekel, veš kaj o tem, jaz sem potem iz tistega razbral, on je na začetku, recimo, z svetim Obhajilom, ko so ga prvi krat imeli v Nazaretu, ko je kar pobegnil tistih večerac, in potem je le ga premagalo, se je nazaj v kapelo vrnil, Obhajilo prejel, zdaj ne, potem doživeti v Jeruzalemu, to je postalo nujno. To je postalo nujno, da se jaz nahrani z Gospodom. Pomeni, kakšno pot je on naredil samo znotraj svete dežele, glede vere. To je prekrasno. Notranje, ne? Vsem tem. Zato je gotovo ta naslov zelo dober, ne? Jeruzalemski izziv. Da mi to prehodimo. Zdaj, ko smo ravno v velikem tednu, v začetku, tudi tu okrog nas obdajajo križev pot, je tudi zelo doživeto opisal ta križev pot po Vii Dolorosa. Pa me zanima, meni je bila zelo všeč tista postaja sreča jeruzalemske žene. Sem skozi živela v neki drugi razlagi. Mam je ta njegova, kar moram reči, se mi je lepo zložila. Kaj pa vama, katera je vama? Ne glede na njegov opis. Vsaka drugačna. Recimo, zdaj so se pojavili
eni komentarji, tu sem to Patru slišal, da so se pojavili neki Marijini čeveljčki ali Marijini sandalci. To sem zdaj pobral v tehnik. Desni eden razglaša, ali skupina. Namreč pri Armencih, tega on ne omenja, ker niso šli noter, v armenski baziliki v kripti noter, so dejansko v tlaku eni čeveljčki z mozaika narejeni. In kadar je odprto, gremo in jim pokažem Marijine čeveljčke. Namreč razlage je o tem, da je šla, to imamo zdaj od tretje postaje, pa četrte imamo v bistvu trikotnik. Armenska cerkev je pa, katoliška armenska, je pa noter, bi rekli, na dvorišču tega odhoda, tako da bi prvotna cesta presekala. Da je šla dejansko, da je tam bizantinska doba je zaznamovala v tlaku te mozaične čeveljčke. In zdaj, to se zdaj ne pojavilo, da so zdaj pa to najbolj važna stvar Marijine čeveljčke. To je recimo te pri četrti postaji. Drugač pa druge postaje presenetljivo. Ampak se zmeram, čeprav moramo zdaj reči, križov pot je, zdaj da bom se kaj pregrešil zoper tradicijo. Dejansko od Leonarda Porto-Mauriškega je ta, ki ga mi poznamo danes. Rečemo po starem ta dolgi križov pot, ki je tako dolg, da ga ni konca. Potem so vse sorte razlage. Medtem ko papež, že Janez Pavel je začel pred leti, v Kolosejumu je začel križov pot z Gecemanijem. Pomeni, z Gecemanijem, potem izdajstvo pri zadnji večeri, Gecemani in tako naprej, in po Pilata, in šele potem to tlača. Tako da tu ni zdaj, bo rekli, ena verska resnica, da točno tako mora biti teh 14 postaj. Prej sem poslušal tega Frankolovskega, ki je povedal, kako se Jezusovo trpljenje na španskem svetu proslavlja. Grozno samo Veliki petek, trpljenje, muka, je rekel, premalo poudarka gre na velikonočno jutro. Tako da, vidiš, tu so zdaj različne prakse. Nekoga nekaj nagovori Bog. Tako. No, tudi Erik Schmidt je svoje romanje na koncu zaključil z obiskom papeža Frančiška, ki je potrdil spoznanje, da se ravno v sveti deželi najlažje prepričamo, da krščanstvo ni nikakršna teorija ali ideologija, marveč izkustvo Boga, ki prihaja med nas in se druži z nami. Vi ste pa nekje ob eni priliki dejali, sveta dežela je zemljepis svetega pisma, je Biblija, ki je postavljena na zemljo, na jezero, na goro in tako, Gecemane in tako naprej. Bi še malo pokomentirali? Še zdravo ne rečem romarjem. Taki, ko greste v sveto deželo, nikoli več ne boste. Ko boste nazaj prišli, ste čisto drugi. Ja, seveda, padre, se bomo lahko zredili, bomo skušali, gotovo bomo vsaj en teden starejši, pomeni, trditev taki več ne boste, popolnoma drži. Ni v tem problem. Problem je v tem, da ti priješ drugačen. Zato bi jaz glede na to knjigo, na Schmidta, dejal. Ta knjiga je nujna samo za 2 vrste ljudi. Za tiste, ki še nikoli niso bili v sveti deželi in za tiste, ki so že bili v sveti deželi. In to je zdaj to. Ker, ko boš prišel nazaj, boš lahko, če imaš darove, boš lahko tudi napisal knjigo svojega izkustva, ki ne bo enaka tej in ne tvoji in ne oni. Sveta dežela dela. Ja, in on je tudi res zelo, zelo iskren. Lahko bi pač to vse olepšal, pa spustil, kakšne stvari, ne. Kaj pa vam ostalo od bivanja tam? Od bivanja, se pravi, meni so bolj ostali, lahko bi bolj žalostni spomini, ker me je tudi delo, sem bil vklopljen v spremljanje ne samo politike, ampak tudi posredno tudi v življenje ljudi, okupirancev, kako so živeli in živijo Palestinci. In s temi, se pravi, dokaj grenkimi občutki, katere čutim še danes. Name je sveta dežela vplivala po tej liniji in pa nikakor ni žal, da sem bil tam dol, ker
redko kjer imam rad zgodovino, imam rad zgodovino religij. To, kar vidite v Jeruzalemu, ne vidite nikjer, kar se tiče zgodovine religij in nasploh kultur, od islama do judaizma do krščanstva. To je center sveta, tam naj bi bil ustvarjen tudi človek, tudi od Adama in Eve do vse naj bi bilo tam. Mohamed pravi, da ena molitev v Jeruzalemu je toliko kot 1000 molitev nekje drugje. Pravi, ima posebno res v vseh religijah, zato se ni začuditi, da gre za tak krčevit, neizprosen boj za to mesto, za ta sveti kraj, za to sveto mesto. To ni nič čudnega. Ker Jeruzalem je center vsake politike in vseh mirovnih pogajanj, iniciativ in vse. Ker, kot pravijo, če bo šel Palestincem celo Palestino, pred 47 letom, recimo, je ne bojo vzeli. Ne bojo vzeli? Brez Jeruzalema. Tako. Druga stvar, jaz sem to dilemo vprašanje postavil našemu pateru, bratje iz Čapljina doma, pa je v Božjem grobu Imežda. Je velik tuk, da če sta vrata, mora se skloniti. On je rekel, jaz sem sin najvišjega, ker je. Sem rekel, kako boš ti to razložil? Je rekel, slušajte mene, neke probleme rešava teologija, neke probleme rešava politika, a neke probleme rešava biologija. In ta problem v Sveti deželi bo rešila enkrat biologija. Ljudje premalo otrok. Tako naprej. Odvisno kateri. Tako, bodi si ja. Ne sekularni. Ne, Golden je rekla, že prekašajo Palestince. Tako je. Vidiš, je rekla jim Judom, je rekla, ko boste vi bolj ljubili svoje otroke, kakor sovražite nas, takrat bo pa mir. Mogoče, da ne izdamo vsega, kar je v knjigi, mislim, da smo zanimanje za branje povzročili. Mislim, da je. Ja, bi pa končala z pisateljem, ki to sobivanje lepo tudi opiše skozi arhitekturo. In pravi, da arhitektura združuje židovske, krščanske in muslimanske spomenike in vendar iz vsega tega slogovnega obilja si je neka paradoksalna ubranost. Neskladnosti nalepljeni več, kot bi poslopja, ki se pnejo pod nebo, ob dvigu stal naša prostor za složnost sožitje. Kam nam uspeva to, če se ljudje ne znajo doseči, sobivati? Mislim, da lahko z eno tako mislijo končamo naš pogovor. Jaz se vama iskreno zahvaljujem, da ste z nami delali svoje vtise. Ja, poglej, Oljke, to bomo zdaj pa je prva stvar, ki grem obiskati to Oljko.